Razstava Projekt Denton je ena od 4 lokacij letošnjega 28. bienala oblikovanja, ki letos praznuje 60-letnico. Organizirata ga Muzej za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani in Center za kreativnost. Letošnjo, torej 28. edicijo, pa je kurirala francoska kuratorka Aleksandra Midal. Celoten bienale nosi naslov Dvojna agentka, govoriš jezik rož in se ukvarja predvsem z feministično perspektivo na oblikovanje, na disciplino oblikovanja. In eden od projektov, ki se seveda tudi poveže s to temo, splošno temo bienala, je tudi projekt Denton. Projekt je nastal v sodelovanju 2 univerz, torej Univerze v Ljubljani, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in pa Univerze Head v Ženevi v Švici. Študentje so se povezali v veččlanske skupine in obravnavali feministične tekste, ki so jih potem v bistvu skozi dolg proces sodelovanja oblikovali v lightboxe, ki jih vidite za mano, ki prenašajo tajna sporočila v obliki Morseve abecede. Projekt v resnici izhaja iz specifičnega zgodovinskega dogodka. Admiral Jeremiah Denton je bil v 60. letih med vietnamsko vojno zaprt v Vietnamu. Tekom njegovega zaprtja ga je vietnamska televizija želela intervjuvati, da bi pokazala, da bi povedal, da situacija v zaporu ni tako slaba. Denton je res na intervjuju govoril, da v bistvu razmere niso slabe, da mu ni težko. Ga pa je ves čas intervjuja motila močna luč iz studia, vsaj tako je rekel. Ko so na koncu tudi predvajali ta intervju na ameriški televiziji, so gledalci ugotovili, da je v bistvu v Morsevi abecedi z očmi sporočal torture oziroma mučenje. Tako so Američani oziroma ameriško občinstvo zvedelo, da v Vietnamu zapornike mučijo. Denton je sicer ostal zaprt kar nekaj časa, še globoko v 70. leta, je pa služil kot navdih, recimo ta video, za študente, ki so razvijali ta svoja skrivna sporočila, kot neko močno politično sporočilo, predano na skrivnosten način. Na razstavi so torej lightboxi, mešanica fotografij, ki so jih posneli študentje, in skrivnih sporočil. Poleg tega je predstavljen tudi originalen posnetek intervjuja z Jeremiah Dentonom. Ob tem pa je tudi delo Subliminalno pohištvo Noam Torana. Gre za kratek film, v katerem avtor eksperimentira z idejo pohištva, ki je sprogramirano na način, da prenaša skrivna sporočila in hipnotizira svojega uporabnika. To delo še poudarja celotno idejo bienala, torej Dvojna agentka, govoriš jezik rož, in razstave Projekt Denton.